Tokrat v občinskem informatorju. V vrtcih le 80% otrok, nekateri oddelki že v karanteni. Izgradnja vodovoda v Razvanju v polnem teku. Dnevni migranti za vstop v Avstrijo le z negativnim testom. Županja mestne občine Ptuj podelila priznanja Oljanka. 18. princ karnevala Hinko Šoštarič. Kaj počnejo kurenti, ko ni karnevala? Lepo pozdravljeni. V zadnjem tednu januarja so se v 9 regijah v vrtce lahko vrnili vsi otroci, medtem ko so se s tem tednom odprli tudi vsi vrtci po Sloveniji. Trenutno vrtec obiskuje okrog 80% otrok. Dosledno upoštevanje pravil je tisto, čemur morajo slediti tako zaposleni v vrtcih, kot tudi starši otrok. Tako do preklica velja tedensko testiranje zaposlenih in dosledno izvajanje izolacij oziroma karantene, vkolikor je to potrebno. Vrtci kljub odprtju še vedno niso polno zasedeni. Nekateri so še vedno doma, tako da je zmanjšano število, vendar je pa vseeno že tu med 70 in 80% prisotnih otrok. V teh mesecih so se tudi v vrtcih srečevali z okužbami. Ob morebitnem pozitivnem testu pa postopajo glede na smernice, torej 10-dnevna karantena okuženega in izolacija tistih, ki so bili v neposrednem stiku z okuženo osebo, tudi otrok. Mi prosimo tudi, če so lahko sorojenci doma, ker vemo, da možnost tega prenosa okužbe je velika. In seveda starše tudi opozorimo na to, da v tem času je zelo pomembno, da so najmanjši simptomi, recimo prehlad, malo pokašljevanje, mogoče slabo počutje, naj bodo še veliko bolj pozorni zdaj v tem času, ko veš, da je bil v stiku z neko osebo, ki je okužena. Z okužbo otroka so se medtem srečali v vrtcu Otona Župančiča Maribor. Ravnateljica Stanislava Lešnik pa nam je pojasnila, da so starše o okužbi obvestili takoj in otroke kot tudi strokovne delavce nemudoma poslali v karanteno. Ravnatelji vrtcev pa se medtem zavedajo, da vsak prehlad zagotovo ni COVID, da pa je komunikacija in pravilno vedenje v teh časih še kako pomembno. Zato starše prosijo, da ob morebitnem prehladu otroka kontaktirajo pediatra in šele po posvetu z njim odločijo, ali je otrok primeren za vključitev v vrtec ali ostane v času prehlada doma. Ravnatelji starše tako prosijo, da v vrtec pripeljejo le zdrave otroke. Potem, ko so prebivalci Razvanja več let čakali na potrebno izgradnjo vodovodnega omrežja, so se konec lanskega leta stvari končno začele premikati. Kljub številnim zapletom so v krajevni skupnosti zadovoljni, da bodo krajani končno dobili pitno vodo. Številni zapleti pri izgradnji vodovodnega omrežja v Razvanju so vodili do upočasnitve izvedbe del. Leto dni so denimo porabili za izbiro izvajalca. Le v zaselku Habakuk je brez oskrbe s pitno vodo še vedno 55 gospodinjstev oziroma 96 prebivalcev, kar je podatek, ki priča o tem, kako pomembna je izgradnja vodovodnega omrežja. Dela so se pričela nekje v lanskem novembru, prve dni novembra. Evo, in tukaj za mano se zelo jasno vidijo prvi obrisi vodohrama in pa položenih je prvih približno 1000 metrov primarnega, kakor tudi sekundarnega vodovodnega omrežja. V gospodinjstvih, ki niso bila povezana v vodovodno omrežje, so se do sedaj z vodo preskrbovali iz lastnih vodnih virov, ki so z leti postali premajhni, tako da jim ob pomanjkanju vode to dovažajo gasilci PGD Razvanje. Zaključek del je predviden nekje konec aprila. Če bo temu res tako, bomo videli. Malo nam nagaja tudi vreme, tako da en del trase je že narejen, sledi prekop trase do zadnjih objektov na samem Habakuku in pa kasneje še potem izgradnja nove ceste, ki je zajeta tudi v tej fazi izgradnje vodovodnega omrežja. S prvo fazo izgradnje vodovodnega omrežja bodo pokrili le del zaselka Habakuk, drugi del bo ostal brez pitne vode, med drugim tudi ulica Pod gozdom, Lobanškova ulica, Vinogradniška pot in Pivoljska ulica. Urejanje dokumentacije je že v teku, čakajo na soglasja, je pa Rečnik opozoril, da so projekti upočasnjeni, roki pa predolgi. Leto dni že delamo na projektni dokumentaciji, pa še nimamo vsega. Ob tem je omenil še to, da bodo dela po njegovih informacijah v drugi fazi znova potekala po sklopih, kar pomeni dodatno upočasnitev izgradnje. Ob tem pa krajani menijo, da so zaradi tega prikrajšani za dostop do pitne vode in na ta način tudi neupravičeno razlikovani od preostalega dela občine.
Od 10. februarja morajo dnevni migranti za vstop v Avstrijo predočiti negativen test na koronavirus. Test bodo morali opravljati enkrat tedensko. Že prve dni pa se delavci po vstopu v Avstrijo soočajo z gnečo na meji, zato opozarjajo, da bo zmeda prevelika. Upajo pa, da bodo ukrep čim prej odpravili. Slovenci, ki delajo v Avstriji, morajo te dni opravljati teste na koronavirus. Vstop v Avstrijo je namreč mogoč le z negativnim izvidom in predhodno registracijo. Ne glede na to, kakšno je moje mnenje o tem, vseeno se moramo mi prilagajati njihovi avstrijski vladi, saj v vsakem primeru oni odločajo o tem, ne glede na to smo mi tisti tujci, ki vsakodnevno prečkamo avstrijsko mejo. Teste delavci lahko opravljajo v Sloveniji, kjer je potrebno plačati 25 € za izdajo veljavnega potrdila v nemškem ali angleškem jeziku, medtem ko v Avstriji test lahko opravljajo zastonj. Sama imam srečo, da delam v zdravstvu, kjer imamo obvezno 2-krat tedensko testiranje. Na podlagi tega mi delodajalec izda potrdilo, ki mi je veljavno na meji. Ampak marsikdo nima te sreče in se še mora soočati z dodatnimi težavami in sicer z dodatnim testiranjem. Termini so sicer se dobijo, ampak so začakati. Ob vstopu v Avstrijo tako upoštevajo le teste, ki jih je opravilo usposobljeno osebje, testiranje pa lahko opravijo torej v Avstriji ali v Sloveniji. V Mariborskem zdravstvenem domu so v ta namen odprli posebno točko, ki bo delovala do nadaljnega. Te teste v Mariboru sicer že od nekdaj izvajajo samoplačniško. Druga težava, s katero se delavci migranti srečujejo, pa so gneče na meji. Na meji je nestrpnost, gneča, prej moramo odhajati od doma. Delodajalci imajo večje težave s tem zaradi tega, ker tudi nekateri zamujajo, delo stoji, nadomeščati pa tega noben ne more. Kljub temu, da informacij o tem, kako dolgo bodo morali opravljati testiranje, ni, Slovenci, ki hodijo na delo v Avstrijo, upajo, da ta ukrep čim prej odpravijo. Ob Prešernovem dnevu Mestna občina Ptuj vsako leto podeli najvišja priznanja na področju kulture. Letos so podelili 2 oljenki Mestne občine Ptuj. Običajna praksa je podelitev velike oljenke Mestne občine Ptuj s svečano prireditvijo, kar vsled epidemije ni bilo mogoče tokrat organizirati, tako so se tudi odločili, da letos podelijo 2 manjši oljenki za kulturne presežke. Oljenko je prejelo Mestno gledališče Ptuj za dolgoletno uspešno delo in doseganje izjemnih uspehov na področju gledališke umetnosti. Kultura je nekaj, kar je stvar vsakega od nas, vsakega meščana, vsakega človeka, ki gre skozi to mesto, ki prebiva v tem mestu. Umetnost je pa za razliko od kulture dostikrat tudi neizprosna. Kar pomeni, gledališče ni samo prostor, kjer bi se imeli lepo, ampak dostikrat se tudi ozremo v tiste dele našega eksistence, našega obstoja, ki pa niso tako prijazni. Namreč kultura je podobno kot neke druge institucije služila tudi neki notranji čišči človeka. Zaradi tega vas včasih povabimo na naše odre zato, da se nasmejimo, kdaj pa tudi, da se dotaknemo tistih stvari, ki jih pa v drugih področjih pač ne želimo videti. Oljenko je prejel tudi fotograf Albin Bezjak in sicer za dolgoletno uspešno delo in doseganje izjemnih uspehov na področju fotografske dejavnosti. Bezjaku nagrada veliko pomeni. Izredno dosti glede na to, da nisem bil pripravljen, sploh na to niti nikoli nisem razmišljal, da bi me lahko kdo za kaj takega predlagal. Ne? In mi je to pač v bistvu, tako sem že povedal, da to še mi je en drugi film, ki še sem ga komaj začel vrteti. Nagrado je podelila županja Mestne občine Ptuj Nuška Gajšek, ki se je prejemnikom zahvalila in izkazala spoštovanje do njihovega doprinosa mestu in občanom. Ob minulem martinovanju je poslanstvo aktualnega princa ptujskega karnevala prevzel Hinko Šoštarič, ki upodablja že 18. princa kurentovanja, viteza Hinka Sodinskega plemenitega Gala. Vitez je domoval na starodavnem Sodinskem gradu. Poglejmo, kdo je novi princ. Jaz sem 18. princ ptujskega karnevala. Vitez Hinko Sodinski, plemeniti Gal. Princa spremlja tudi gospa slovanskega rodu, Stanka plemenita Gal. Lik izhaja iz 15. stoletja. Princ sem oblečen v široke črne hlače, visoke usnjene čevlje, usnjen plašč. Imam tudi meč, kar spada k vsakemu vitezu in smo prvič
tako organizirano šli na ptujski karneval, malo z strahom, kaj bomo mi tam, ker tam so same dobre maske. V 10 letih smo bili že marsikaj. Pokojninska reforma, čarovnice, mravljice, piščeta, rački mornarčki, rimljančki, vitezi, štorklje. Pri tem kamnu sem nekoč sodil. Bil sem dober pravičnik. To je skrinja bogate sodenske gospode, ki je imela polne kleti cekinov. Nekoč je bil to rudnik premoga in letošnja karnevalska skupina so rudarji, kateri bodo nakopali premog, s katerim se bomo potem vsi skupaj greli na mojem gradu. Zdaj pa gremo. Zdaj smo glas dosta nakopali. Vena so ženske prinesle kakšno južno. Ja, morte suhe. Ama notre. Zemte se, evo kruheca. Evo, to je domača hrana, ja. Domačo, pomočno. Ja pa ljud. Ljub je tudi. Ljud, da je ljud. Lepo vas pozdravljamo, Soline. Zaradi epidemije in strogih ukrepov bo letošnji pustni čas nekoliko drugačen od preostalih. Kljub temu, da se je včeraj veseli pustni čas tudi uradno začel z debelim četrtkom, bodo letos prireditve, ki so običajno množično obiskane, potekale v virtualnih oblikah. Zato bodo tudi kurenti imeli manj dela kot vsa ta leta, ampak tudi doma ne počivajo. Poglejmo, kaj počnejo. Ati, daj mi povej, kako je izgledalo, ko si ti postal kurent. Ko sem jaz postal kurent, moj ata ni bil kurent. Mene je poklical moj prijatelj, me vprašal, če bi bil kurent. Potem smo šla gledati za kožuh na domov enemu v kleti. Je imel kožuh za prodajo, ki je izdeloval kožuhe, šla smo tja. Takrat sem izbral kožuh in kapo, katera mi je bila všeč. In sem si jo proval, če mi je prav. Sem si oblekel in sem malo proval leteti tam, če je v redu ali ni. Ati, kaj pa je pomembno, da postaneš pravi kurent? Za pravega kurenta je pomembno, da se sam odločiš, da si kurent. Če ti čutiš, da bi rad postal kurent in če želiš preganjati zimo in da čutiš v svoji duši, da opravljaš to tradicijo, potem se pač odločiš, da boš postal kurent. A gremo mi probati danes zružiti malo okrog naše hiše? Ja. Se obleči v kurentijo? Ja. Potem pa gremo. Mala sem tudi to zelo rada gledala, pa nekako tudi, ker je ati bil, pa sem večkrat šla poleg, ko smo šli gledati, ko je bil. Toliko za nocoj. Sveže novice spremljajte na spletnih portalih lokalec.si in mbreport.si. Želim vam lep dan še naprej in nasvidenje.